Za dodatna pojasnila povezana s šolo in njenim vzgojnim potencialom se mi je v studiu pridružil gospod Ivan Lorenčič, dolgoletni ravnatelj druge gimnazije Maribor. Pozdravljeni. Morda za začetek vprašanje v zvezi z vlogo osnovne in srednje šole na posameznika. Šola ima poleg staršev v tem obdobju in osnovne in srednje šole seveda največji vpliv, ker poleg tega, da izobražuje, jih seveda tudi vzgaja v določenih segmentih, opravlja pomembno funkcijo pomoči staršem, je pa treba poudariti, da pa primarna izobraževalna, predvsem vzgojna funkcija je pa družina. In kaj bi lahko rekli o vplivu družbe in vrstnikov? Ja, vrstniki so zmeraj ogledalo družbe. Ko pač rečemo, recimo, da rečemo, takšna je današnja mladina, takšni smo mi, takšne kot jih mi naredimo, takšni so pač otroci. Če so nemogoči, so pač nemogoči zaradi nas, če so pa v redu, so pa lahko mi veseli, da so v redu. In kakšen je pomen učnega uspeha ali neuspeha na samo podobo? Ja, ta je pa lahko zelo velik, sploh pri otrocih, ki imajo zelo visoke ambicije, dostikrat so to bolj ambicije staršev in seveda so te ambicije včasih previsoko nastavljene. To lahko pri otrocih pa prinaša zelo velike travme, velike stiske in tu je pa potrebno potem eno resno delo in tako strani šole in seveda tudi starše treba se dostikrat resno pogovarjati. Menite, da so učinki neuspeha morda tisti vzrok, da nekdo zaide na stranpota? Lahko tudi. Mislim, da manj na stranpota bolj, kot da se bolj zapre v sebe in tudi lahko včasih tudi samodestruktivno reagirajo. Kakšne bi bile primerne sankcije prekrškov zoper prepovedane droge znotraj šole in šolskega sistema? Jaz mislim, da že smo imeli kakšno izkušnjo. Mislim, da najboljša sankcija je pomoč. Da enostavno tem otrokom pomagajte z vsemi oblikami, mehkimi. Potem prihaja pa seveda tudi do kakšnih oblik zdravljenja, ves čas kontrole, da jih na nek način vračate če seveda jih vračate nazaj v šolo, v proces, ker najlažje te otroke enostavno izključiti, se jih rešiti, vendar komu jih pa potem potisnete, ne? Ali imate podatke tudi o drugih šolah, kako odgnati droge z posamezne šole? Jaz mislim, da najboljše z zelo dobrimi delavnicami, z izobraževanjem, zelo učinkovitimi pogovori z otroci, da jim predstavite pač vse te temne plati drog, ki pač obstajajo. Kako bi se bilo pa najprimerneje odzvati in ukrepati, če se zazna na šoli droga? Ali se najprej pokliče policija? Zdaj odvisno, za kaj gre. Če gre res za neko nedolžno kajenje trave, recimo nedolžno, ki pač je ta zadeva ne zahteva takšna. Ko pa gre recimo za oblike, kjer zaznate prekupčevanje, ker je zdaj že tu za neko vrsto kriminala, tam pa absolutno. Če gre pa za uživanje droge, pa v prvi vrsti vsekakor potreben pogovor s starši. Kor sem pa omenil, za ostale pa treba tako se pogovoriti z organi pregona. Torej je sodelovanje znotraj trikotnika šola, starši, učenec oziroma dijak izjemnega pomena. Ja, to je ključno. Če eno od teh odpove, potem je pač ta trikotnik ni takšen, kot bi moral biti in so potem težave. Kaj pa pomen obšolskih dejavnosti za razvoj posameznika? Ja, to je pa ena izmed ključnih funkcij šole, tudi drugih društev, inštitucij, ker mlade v obdobju odraščanja jih zaposlite. To je najboljši način, da jih zaposlite in da jim predvsem date možnost, da najdejo tisto, v čemer so dobri. Ker če so dobri, to je tudi samo potrebovanje in potem ne iščete potrebovanja po nekih drugih substancah, ki vas odpelje v neki svet, ker ste trenutno zadovoljni sami sabo. Kasneje pa padete še bolj trdo, kot ste začeli. Najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.